Tako, zdaj pa dovolite, da predstavim, z nami je Gaja Prestor, verjetno se jo vsi spomnite, letos je bila izbrana za dekle iz naslovnice, sicer pa je Gaja tudi umetnica, predvsem v glasbi, pa tudi v modi. Z nami je tudi Irena Deželak, ste jo že prej spoznali na prvem predavanju. Ona sicer zase pravi, da ni predavateljica, ampak da se rada pogovarja o rešitvah, ki v praksi delujejo. To boš zdaj lahko veliko povedala. In še Manca Čampa Pavlin, prva dama kozmopolitana, ki pa zase pravi, da svojega življenja ne jemlje preveč resno, ampak v njem uživa in si ves čas išče izzive, ki ga lepšajo. Dobrodošle dame. Ja, zdaj pa čas, da razbijemo ta mit, da smo vse ženske, super ženske in to ves čas. Mikrofončke boste še rabile? Dobro si začela. Torej, a smo res super ženske, a se samo trudimo biti super? A lahko jaz? Seveda. Jaz sem se danes peljala v Ljubljano in še preden sem sploh začela razmišljati o konferenci oziroma o tem, kaj se bo vse tukaj dogajalo, sem ugotovila, da sem oprala hlače v bistvu v stroju, ki bi mogli biti oprane na roke, in so se skrčile, tako da pač sem mogla v zadnjem trenutku iskati nov izziv. Nov outfit, dobro. V začetku tedna se mi je pojavil en mozolj, pa še mož je iz službe zamujal, tako da pač je bilo pestro. In recimo še par let nazaj bi po mojem me ful panika zagrabila. Zdaj me pa ni, in sem si rekla, pa saj to je čisto okej, in sem bila pomerjena sama sabo. Zato v bistvu se mi zdi zelo boljše to, da sem se v tistem trenutku počutila, da sem super, kot da sem super ženska. Ok. Irena, kaj ti meniš o tem? A se trudimo biti res super? A smo si to same nakopale na glavo? Da moramo biti povsod popolne in povsod odlične, Jaz sem v tem zadnjem mesecu res prebrala ogromno člankov, ogromno raziskav, ne vem kaj vse. In me je kar groza. Mislim, zgleda, da scenariji so še veliko bolj črni, kot sem jaz mislila, da so. Okay. Prav tako, mislim, berete, imam sindrom izgorelosti, vsi hočejo, da sem kot, ne vem, Angelina Jolie, ampak ona ima čel sta pomočnikov, vsi hočejo, da sem karieristka, pa to, pa uno, pa tretje. In ko to malo bereš, rečeš, groza. Hvala Bogu, se ne dogaja samo meni, sem jaz čist na istem vlaku drvim. Prvi korak je pa, da to zavestaš. In ja, jaz osebno, mene je zelo presenetilo, Cambridge raziskave, zdajle imam iz začetka avgusta, prav kažejo, da sicer je zanimivo, ker je kontradikcija, 25%, za 25% točk, v bistvu se je zmanjšalo zadovoljstvo ali pa prepričanje žensk, da to, če hodijo v službo, jih osrečuje, ampak kot zanimivo se je pa v zadnjih 25 letih prav za isti odstotek pa spet povečalo število žensk, ki pa hodijo v službo, posvečajo svoj čas karieri. Ja. Tako da smo na nekem vlaku, ki ni fajn. Gaja, kaj pa ti recimo, ti si mlajša generacija, kako ti gledaš na to? Zdaj v bistvu super ženska. Meni se zdi, da vsaka izmed nas, recimo ko scrollaš po Instagramu, in tudi jaz recimo sama sebe ful velikrat ujamem pri tem, da tako gledam pa si mislim, zakaj pa nisem jaz taka recimo, zakaj nisem pa to, ampak sem naredila že ful stvari, ampak še vsem pol se mi zdi, da človek vedno več od sebe pričakuješ, glede na to, kakšni standardi so danes v današnji družbi. Pa ni važno zdaj, da si star, 15 let, 18, 20 ali pa 30, vedno nekako bo nekdo, ko bo boljši od tebe. Ampak meni se pa zdi, da super ženska si lahko samo tako, da ti verjameš v sebe in da vdaješ neko toplino in pa energijo od sebe. Ker pol, če boš ti pozitivno naravnana in če boš ti res verjela v to, kar delaš, ti lahko uspe karkoli. Na sebe boš privlačil ful pozitivne ljudi, dobre nove priložnosti in pol ti tega dejansko nič ne more ustaviti. Ampak od sebe pa tudi ne smeš pričakovati, zdaj da bo pa kar vse prišlo čez noč. Moraš res vase in v svoje delo moraš dan na kupček zlagati, ker recimo tudi našparati ne moreš čez noč, 1 milijon evrov, da si boš kupil novo hišo. Tako moramo tudi, mi moje svoje mentalne hiše, se mi zdi, da iz dneva v dan vlagati majhne stvari, da na koncu iz nas rata res neka super ženska in da se super ženske pol tudi lahko med sabo podpiramo in pa ena drugi damo nove izkušnje.
No, v tem času je pa zelo pomembna karijera, tako kot je Irina povedala in ve, v bistvu delate v življenju to, kar vas res osrečuje, no, vsaj meni se tako zdi, ne? Ja, je res, ne? Absolutno. Absolutno, ja. Res To je. izžarevate in kako ste v bistvu to našli? A ste to vedele od nekdaj, kaj boste počele? Izvoli. No, jaz prvih 15 let sigurno nisem počela tisto, kar me je veselilo. Imela sem pač štipendijo, šla sem v banko, bila sem 15 let tam v službi, pa sem šla še nekam drugam. In ko sem prvič, za mene je bil en tak ključen trenutek, ko sem oddelala 8 ur, šla iz službe in me je bolela glava in vsega sem imela poln kufer in se peljem na faks, kjer sem predavala, tako malo za zraven. In potem sem predavala od 5 do 8 zvečer, 8:15 se končajo, ne, 4 pedagoške. Se usedem v avto, 8:30, se peljem domov iz Ljubljane, tam do Domžal, kjer zdaj živimo. In jaz sem imela tako clear glavo. Takrat sem neka punca, nekaj je hudo narobe. Kako je možno, da si 4 ure dodatno oddelala, sicer dobro te bolijo noge, ko si stala, ampak mind je pa, mislim, glava je pa. In takrat sem se prvi začela spraševati, daj pojiš to, kar te res veseli. Samo v teoriji to ne gre, to moraš res izkusiti. Dobesedno. Mi pri vsaki stvari moramo priti do lastnega spoznanja. Če ne pridemo, so vse knjige džabe, mislim, brez veze. Ja. In ko se je meni to začelo dogajati in ko sem jaz s tem več in več, sem imel občutek, da mi je nekdo železno ketno dal z vratu. Pa meni ni bilo nič hudega, jaz sem imela čudovito, celo prestižno službo. Res je bilo fajn. Se sem prišla do nje po nekih korakih. Ampak pa je bilo to wow. Ne? Tiste, kar te polni. Tako kot prej smo poslušali, telovadeš, kar te polni, kar te osrečuje. Drugače pa ne gre. No, jaz sem si od vedno želela biti novinarka in pač tako sem tudi razmišljala in v tej smeri sem tudi šla. Predvsem je pa všeč pri mojem poklicu predvsem to, da pripoveduješ zgodbo in ta zgodba se mi zdi ključna. Sem pa hotela že prej omeniti to, ko vas gledam takole po dvorani, ne? Pa tudi povezano s tem, kar si ti o meni povedala, ne? Preveč resne smo. Preveč super ženske niso drugače tako resne. Tako da dejte se malo nasmejati, prosim vas. Pa dejte prosim roke dvigati tiste, ki se počutite kot super ženske. A je kakšna? Dejte no pogumno. Pa en aplavz si dejte, zato ker ste v bistvu vse super ženske. Zato ker se mi zdi ravno to, da preveč resno tudi jemljamo take mite oziroma ene pač nalepke si dajemo, ne. Zdaj super ženske, pa zdaj ali sem super ženska ali nisem super ženska, pomembno je, da se tako počutite. In če se boste tako počutile, potem nekaj je na tem, ne. In recimo zame je super ženska tista, ki začutim njeno energijo, pa bi rekla, ok, s tabo bi šla pa rada na kavo, ne. Tako da ne tako resno jemati teh stvari. In jaz recimo se pa ne bojim za te generacije, ker jaz vem, da bojo punce spoznale, kaj je v bistvu tega, da niso preveč popolne, pa da tudi nekako jadrajo. No? Tako da ja, meni ta poklic oziroma to, kar sem veliko pomeni, ampak predvsem mi pa pomeni svobodo, da se gibljem tam, kjer se dobro počutim. In če delaš tisto, v čemer se dobro počutiš, potem tudi najbrž tako vizualno izgledaš ali pa recimo oddajaš takšno energijo. Ne? In se mi zdi, da bolj, ko se bomo ženske na tak način počutile, bolj se bomo tudi povezovale, več bomo v sebi spoznale in to je bolj tam nekje. Ne? Lahko je sam nekaj. Sam prešinil me je, v tem mestu sem tudi z mnogo moškimi govorila. Kaj pa je zate super ženska? Ja, kaj pa oni pravijo? Bolj, ko sem jo opisval, mislim, veste, kakšna je. Fenomenalna, itak pametna, inteligentna, zgleda super, visoke štikle, ni da ni. In enkrat se z eni si pogovarjala, sem rekla, ti hočeš v bistvu desca z Joški. Ja, se v bistvu, ja, moški dan danes še bolj škuhajo, ne. Malo smo zamenjali vloge, ne, tako. Ja. Ok, greva, dobro, bova šle mogoče na to kasneje. Gaja? No, jaz pa tudi recimo pri sebi, ne, že odkar sem bila pač čisto majhna punčka, že od vrtca in pač še z osnovno šolo, ne, se spomnim, da jaz sem zmeri ful rada bila ekstra, ne vem, jaz se spomnim, da sem prvi dan šole, ko sem šla, pač ko me je mama pospremila prvi razred, ne, jaz sem si dala gor roza pajkice, roza oblekco in sto tistih verižic je sveta v Hello Kitty revijah, ko jih lahko dobiš, ne. Je rekla mami, da je bilo sram, mene tako v šolo peljati, ampak jaz sem taka hotela iti, ne. Ampak se spomnim, tako, ko si recimo še otrok, ne, te res ni sram biti tako si, a ne. Ampak pol nekako, ko pa vedno bolj furaš svoj stil, recimo jaz sem ga zmeril v osnovni šoli, ne,
pa recimo pride kakšni zlobni komentarji od vrstnikov, ne, in kot otrok recimo te take stvari tudi zelo prizadanejo, ne, in se to ful k srcu jemlješ, ne, in pol nekako to svojo kreativno plat ful zatreš, ne, ampak jaz sem pač šla v osnovni šoli skozi ful velik stranja, se upravičujem, ampak o tem sem že ful povedala in o tem ne mislim več odpirati, kar je bilo, verjamem, da je vsaka izmed nas imela kako slabo izkušnjo, ampak tudi nekako šlo čez to, ker jaz verjamem v to, da vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, ne. In jaz se spomnim, da v osnovni šoli, sigurno, evo, dvignite mi roko tiste, ko ste se recimo kdaj tako s prijateljcem oblekli v mamine cote in se pol slikale po romari, pa se delali, da ste top modeli. Itak. Kjera to delala? Mislim, da skoraj vsaka izmed nas, no. In ko se spomnim te punčke, pač res, ko sem se slikala in te slike gledala, pa sem se mi zdelo, jaz pa ful vem, kaj delam, ne. Pol čez par let, ne, so pa sanje postale tako močne, da sem se lahko videla dejansko na naslovnici Kozmopolitana, ne. In to sem zato, ker nikoli nisem pač res nehala verjeti v svoje sanje in pa da jaz lahko to zmorem, ne. Tako smo prej rekli, super ženska si, če verjameš v svoje sanje in pa se res držiš tega, kar delaš. Sploh pa recimo še jaz kot moja glasbena karijera, ne, res od majhnega sem rada pela, vsem sem šla na živce, ker sem cele dneve sam pela, doma sem imel vsi poln kuper, ampak to sem bila pač jaz in res sem vesela, da lahko ustvarjam glasbo, ker glasba je meni neka taka res kreativna smer, v kateri res ni omejitev. Sploh pa ne omejitev, ki si jih postavimo mi samo v svojih glavah. In tudi če pravi recimo, če si iz Slovenije, pa ja ne moreš od glasbe uspeti, to je samo v naših glavah, pač ni omejitve v umetnosti, sploh pa v glasbine in sem res hvaležna in pa srčno iskrena, da lahko pač to delam, kar delam. To se ti vidi, ne? rabiš se bati. Ja, to je ta generacija, ne? Ja. No, ampak vse super, ampak imate pa tudi vi slabe dni in ste zlomljive. Kaj naredite takrat? Jaz se zelo rada umaknem, če je možnost. Ampak to samo zato, ker se mi zdi zelo pomembno, da takrat, kadar recimo imam slab trenutek, se skušam nekaj iz tega naučiti. Ker se mi zdi tako bolje zame in za vse ljudi okrog sebe, čeprav nikoli preveč ne izražam tega navzven. Ampak pomembno je, da iz vsakega slabega dneva, trenutka se nekaj naučimo. Ok, življenje mi nekaj sporoča. Kaj mi želi sporočiti in kaj lahko jaz naredim na tem področju, ne? In tako v bistvu samo rasteš. Tako da jaz rada zase, tako za svojo glavo predelaš sama. Tako grem v naravo, ali pa si musko, grem se voziti z avtom in si dam musko zelo na glas. In ful in poješ. Rečem možu, da ne on poskrbi za 2 otroka in da jaz zdaj grem. Ja, in ful pojem. In ful poješ, ja. Irena, pa ti. Oprosti, ti izgledaš tako res zelo, zelo močna osebnost in tudi verjetno si, ne? Ampak kdaj jokaš? Ja. Ja? Hvala Bogu. Ja. Solze so čiščenje. To so me naučili pred enimi 3 leti na enem čudovitem seminarju, takem mal vudu, takem čudnem. Aha, vudu. Po 3. dnevu mi je tisti gospod rekel, Irena, enough food for the brain, now feel. Jaz sem hodila pa vse for the brain. Ja, seveda jokam, ne. V bistvu sem bila zelo razočarana, v tem času smo tudi na neko psihoterapijo ali družinsko terapijo smo hodili in se spomnim, ko mi je rekla terapeutka, da Irena, ampak veš kaj, preveč si čustvena, a ne? Včasih si pa malo preveč čustvena. Halo, zdaj, ko vem, da sem harmonizer, to sem jaz in vedno bom in sem čisto v redu. In ja, takrat grem jaz pod kovter pa pod polšter, a ne? In takrat teče. Takrat telefoni zvonijo pri mojih prijateljicah 2 in jaz moram vse povedati. Če se zjezim, odvisno je kam gre, a ne? Ali gre v jezo in takrat zverbaliziram, pa sem zelo huda, ali gre pa v žalost, ker si že v fazi nemoči, a ne? Takrat moraš pa spucati. Jaz pol v to fazo pridem šele pol, to je meni že malo Buda. Ampak seveda, ok, kaj mi hoče življenje naučiti, zakaj je to dobro, vsi poznamo to. Ja. Velikokrat, zdaj vedno, recimo zadnje 2 leti, res znam to pogledati kot izkušnja. Rabila sem to izkušnjo. Ok, rabila sem jo. In gremo naprej. Ampak ja, vmes jokam. Kaj? Ok. Meni se pa zdi, da recimo, verjetno lahko tudi kjer od vaju to potrdi, da ko si človek res navajen delati, ne. In tudi skozi, ko ti delaš, moraš podzavestno tudi ful razmišljati in dati veliko energije v to, kar počneš, ne. In pol nekako, ko narediš ful stvari, pa ti vsi reče, kako dober gaja, ful zakon, res, kako si pridna, ja, se mi je fajn, ne. Ampak na koncu dneva včasih priješ do take faze izgorelosti, ko bi rekla, da jaz se sploh ne morem več pogovarjati. Jaz rečem, lepo, ko prijem domov, mami, ja, kak je bilo, rečem, sam
prosim, zdaj nočem se kregati, ampak sam pusti me, prosim, da mi slepo zdaj se vlešti in sem sama s sabo. Mi pa zelo veliko pomaga res, da pišem pesmi, to pač meni osebno, ne, veliko pa tudi, da gremo naravo, ne. Zelo rada tečem drugače, ampak ne zdaj, nočem zdaj imeti tek kot zdaj, da bi bila obremenjena z GPS laufa, da bom, ne vem, bila fit, ampak z tega, ker se enostavno toliko dobro počutim, res navijem si muziko in sem čisto v filmu, rečem, kaj, te bo vse rad, vse bo cool in se dejansko pač tako spučem. In tudi se mi zdi, da meni meditacija zelo pomagala pri temu in pa parkrat hodim tudi na čiščenje čaker, kar mi je tudi pač zelo pomagalo, ampak zdi se mi, da ne smemo toliko pritiskati na sebe. Mislim, jaz sem ful perfekcionistka in ful sem navajena skozi delati in pol nekako vedno več od sebe pričakujem, ampak včasih enostavno se zlomim tudi, ne. In recimo zdaj tale mesec september, ne, sem bila tako ful v nekem dark placeu, ne. Ko začneš tako podzavestno prejemati tako samo od sebe neke take misli, ko jih dolgo nisi recimo prejela, ne, in potem se nekako tako vprašam, kam pa zdaj naredila, ne. In enostavno se mi zdi, da moraš sam najti ta nek notranji mir in se enostavno sam sprostiti, vdihnati, izdihnati, pa vedeti, da bo vse cool, sam da si ti sproščen in da bo čas prinesel pač točno to, kar rabiš, no. Če lahko dodam, ne. Se mi zdi, da ženske v današnjem času preveč pričakujemo od sebe. In vse bi imele samo super dneve in vse bi bile super ženske, ne? Ampak to ne gre v nedogled. Tako da se mi zdi zelo dobro spoznanje to, da veš, da tudi če te telo ustavi, torej če zboliš, torej če te psiha ustavi, je to z nekim razlogom. In to je v bistvu, če se znaš poslušati in če veš točno, recimo tako kot tudi smo mi spoznali, kaj dobro učinkuje v tem trenutku za nas, je to samo dobra stvar, ne? Ok, ustavila se bom in bom razmislila, kako naprej. In kot bom razmislila, bom vedela, kaj narediti, ne? Kakšna je moja naslednja poteza. In to se mi zdi, no, ključ do tega, da se potem lahko spet super počutiš, ne? Pa meni se zdi res pomembno, da ti poslušaš svoje telo, ne. To, kar smo že prej poslušali v tem, ne, važno je, da ti poslušaš ta svoj notranji glas. Recimo, tudi če si ti na neki strogi dieti, če bo meni zdaj zapasala čokolada, je v mojem telesu dala čokolado, pa celo bom pojedla, če sem jaz pol dobro počutila, ne. Važno je res, da sebe poslušaš in delaš pač res to, kar tebi najbolj paše tisti moment. Pa brez veze, kako rutino imaš, vsem si boš vzeti tistih 5 minut za sebe, no. To je ful pomembno, res, da si čas zase vzameš, no. A pa se vam zdi, da nam je okolje tako malo, da je okolje malo nefair do nas žensk? Absolutno vsi impulzi, ki prehajajo, ne? Absolutno je impulzov preveč, ampak ne samo v tem, vse danes vse, kar smo poslušali, je to, ne? Narediti selekcijo informacij, uporabiti tisto, kar je dobro zate. Ampak jaz mislim, da tudi včasih so bili pač neki impulzi drugačni, ni bilo toliko informacij, ampak imamo pa zaradi tega mogoče v našem času tudi več pozitivnih informacij, zato da veš, kam se usmeriti. Tako da so plusi in minusi, ampak to, da pa spoznaš, kaj zate učinkuje, ne, jaz mislim, da to se pa lahko itak celo življenje učiš, ne. Ja, ker se okolja tiče vedno tako, to kot mi dovolimo. Čist nič več. Meje moramo postaviti tudi Absolutno. tako, ne. No, pa če gremo zdaj nazaj na moške. Velikokrat se mi zdi, no, da moški rečejo, da so popolne ženske dolgočasne. A se vam zdi, da smo nepopolne privlačnejše? Mislim, tako, ko si ti prej vprašali, mislim, kakšna je popolna ženska, ne, da moški, ki ima joške in pol oni na to podlago dajo mogoče še to, da dolgočasno govori in to najbrž, ali pa veliko govori, ne, ali pa ne zna, moški to zelo moti, opažam, ne. Ločijo ženske na tiste, ki znajo biti tiho v pravem trenutku, pa na tiste, ki ne znajo biti tiho v pravem trenutku. Tako da to je res ena skrivnost. Punce, tega se naučite, kdaj biti tih, pa kdaj ne, ne? To je tako, to je dobro. V odnosih funkcionira. Ampak... Je tudi odvisno, koga boš na prvo mesto postavil, ne? Jaz kot nek harmonizer bom sigurno postavila druge ljudi na prvo mesto in bom poskušala ugoditi prevečkrat, s čimer lahko tudi lastno kredibilnost zgubim. Aha, z ugajanjem. Ja, absolutno. Ja. Tako da zelo različno. Mislim, stereotipe zdaj jaz težko vlečem. No, seveda, ja. Okay, ja. Meni se pa zdi, da recimo te stvari, ko se nam zdijo na nas tako najbolj narobe ali pa karkoli, ne, recimo iz fantovskega vidika, ne, se bo zdelo recimo fanto, ki bo tiste prav zdaj, bo najdo pač od teh tvojih največjih pomanjkljivosti največje pluse, ne. In se mi zdi, da tista ženska, ki bo naredila pač iz teh svojih napak, ne, nekaj posebenega, napake so tiste, kar nas delajo unikatne. In potem se mi razlikujemo posebej, ne pa potem, koliko bo kdo dosegel, ampak potem
kako boš to dosegel in pač s kakšno energijo in s kakšnim, kako bi rekla, namenom boš to dosegel. No? Mogoče to, da smo pristni s temi svojimi napakami, ne tako, da jih zdaj namensko uporabimo v svoj prid, ampak da smo pristni in sprejmemo tisto, kar pač nam mogoče ni všeč, ne? In moški imajo radi pristne ženske. Tako da se mi zdi, da a ni. Se spomnila spet ene kave in ene prispodobe. Jaz se sicer res nisem pogovarjala z 20-letniki pa 30-letniki, ker moja populacija je 40-45 plus. Ampak en kolega je rekel, ko sem ga tudi to vprašala, je rekel, veš kva, tako surova baba si predstavljaš. To. Okay, a taka surova, da te tudi užge? Ne, ampak surova, tako, veste. To ne. Mislim, da bi hitro on zaključil s surovo babo. Ja. Recimo, meni je res najbolj pomembna stvar pri vsaki ženski in pri moškem, da ko recimo ga ti prvič srečaš, ne, in pogledaš človeka v oči in začutiš tisto neko dobro energijo. To, ko ima človek tisto neki, kar ne znaš glih opisati, ne, veste, o čem govorim. Ja, karizma v bistvu, ne, ko recimo tudi, ko meni kdo reče, recimo, sem bila, evo, na zmenku z enim ful fajnim manekenom, vsaka prijateljica bi rekla, dol padeš, koliko je. Ampak jaz, ko sem njega pogledala, on je bil prazen. Ko recimo človek nima tizga neki, ni važen, koliko boš ti govoril, pa ne boš pristen. Tako da res pristnost se mi zdi, da je nekaj najbolj pomembnega pri vsakem človeku. No. Pa to verjetno, skoraj zagotovo pride takrat, ko ti sam sebe sprejmeš, ne? Ko ti v bistvu si ponosen na se, ne? Da si to, kar si. Ker drugače pa kot si ti rekla, želiš samo ugajati. Ne? Kako se pa v bistvu temu izogneš? Da počneš recimo, ne vem, tisto, kar te veseli, hobije, ne vem, se družiš z ljudmi. Kako se v bistvu izogneš temu, da preveč ugajaš? Meje, ne? Pa smo spet pri mejah. Če želiš, da se počutiš dobro v svoji koži, potem je tudi dobro, da poskrbiš za svoje okolje. Torej, da se družiš z ljudmi, ki ti dajo energijo in probaš omejiti stike ali pa v bistvu jih predrugačiti z ljudmi, ki ti ne dajo pozitivne energije. In fajn je, da je tega čim več. Seveda se ne moreš vsem stikom izogniti in meni se recimo enkrat zgodilo, da sem šla v shopping center in se mi je zdelo, da sem bila popolnoma prizemljena, sama s sabo, pač čisto pomerjena in vsi ljudje so bili do mene ful nesramni. Od prodajalk v vsaki trgovini sem se prav vprašala, kaj mi se to spet sporoča? A moram jaz drugače komunicirati z njimi, ali mogoče sem jaz vseeno danes nastrojena, pa tega sploh ne občutam, ne? Tako da pač, na vse ne moreš vplivati, ne? Ampak lahko pa vplivaš na svoj čas, ki ga preživljaš, recimo, ko nisi v službi, ne? In to je zelo pomembno, da dobivaš energijo in da tudi jo daješ, ne samo dobivaš. Ja. Zakon čustvene gravitacije pravi, da ena negativna oseba z lahkoto 5 ljudi potegne dol. 5 ljudi bo pa zelo, zelo, zelo težko tega negativca dvignili. V primeru samo, če se on odloči. Se pravi, tako moč imajo, jaz sem se s tem veliko ukvarjala, pozitivno razmišljanje, veste, kaj to veliko piše, a smo lahko kar pozitivni, ali pa kako je z negativci. In v resnici mi ljudje smo najprej nagnjeni zaradi tistega primarnega nekaj čuta, ki smo še v jamah živeli, k temu, da smo previdni. Se pravi, mogoče sem najprej negativen, ni večina populacije pozitivna ali pa, meni včasih rečejo, ti stok naivna. Ja, okej, sem, pa daj dobim tudi po glavi. Samo dejstvo je, da res, če se obkrožamo z ljudmi, ki so pozitivni, pa se zelo hitro navzameš. Veste, ni slučaj, da se ne vem, zakaj se v tujini zelo trudijo, da njihovi otroci grejo na dobre ali fakultete, srednje šole, ker veste, s kom si, tega vedenja se boš ti navzel. In moja frizerko sem zadnjič vprašala, res, jaz sem zdaj en mesec, vse ljudi, ki sem jih spraševala, sem jim govorila, če imaš hčero, kaj bi ji svetovala? Kakšna je super ženska in kakšne so formule? Moja frizerka je tako dobro rekla. Veš kaj, če imela jaz hči, bi samo eno stvar povedala, ima pa fanta. Sam z budci se ne druž, z budalami ne se ne druž in z negativci ne se ne druž. Vso sam stran, kakor se da. Tako da zelo podpiram to, da umikamo in izbiramo. Vse izbire so naše, moj čas je moj čas. Daj se tudi umakniti pa kar iti stran, pa reči, danes pa nimam časa. Kakšen telefon prezret, kakšen mail. Takrat, ko vidite, da mene ne bogati, mene ne podpira, ko me vleče dol, dajmo se umakniti. Da te pije, dejansko, energetsko te srka. Ampak to so zanimivo tudi včasih ljudje, ki si bil dolgo življenju z njimi, recimo, ne vem, iz osnovnih šol, pa tako, pa misliš, ta človek je pa z mano že toliko časa, ampak se zgodi, da ti na eni točki začne piti energijo.
Recimo, meni se zdi, ne, da je treba v življenju pač zmeri ločiti recimo dve vrsti ljudi. Ne. Eni so res tisti iskreni, ne, drugi so pa pijavke. Ne. In jaz sem imela teh pijavk okoli sebe leta in leta, pač veliko pa jih sploh opazila nisem. Ne. In pol od tega, da ti pijejo energijo s svojim ljubosumjem, s svojo zavistnostjo, pa ti tega sploh opaziš, ne, recimo. Ne. Imela sem ful dobrih prijateljc, ne, ko sem izgubila čez noč, zaradi tega, ker sem se jaz začela končno zavedati, da pač to ni človek, ki bi ga jaz hotela imeti zraven sebe, ker enostavno pol ti te miselne vzorce teh ljudi, s katerimi si jih ti dobiš. In pa recimo, če se ti skozi pogovarjaš recimo s svojimi kolegicami, ja, pa meni se ne da, pa zakaj pa bi to, pa pol tudi ti začneš tako razmišljati, ne. In enostavno, jaz sem imela tudi zelo slabih izkušenj glede teh prijateljic, ko recimo ti hočejo vedno vse dobro, ne, a pol, ko jih najbolj rabiš, ne, ti obrnejo hrbet pa zapičejo nož noter, ne, pa ne sem enega, ne. Jaz malo drugače gledam na ljudi in sicer jaz sem vedno pozitivska, bom videla dobre stvari. In jaz recimo ne ločujem na tiste, ki imajo energijo, pa tiste, ki so pijavke, ampak jaz verjamem, da ste vse kdaj lahko energični in vse ste kdaj lahko pijavke. In je zelo pomembno, da v bistvu spoznate te stvari oziroma situacije, kjer ste takšni ali pa drugačni. In tudi me kdaj pijemo energijo, sigurno svojim mamam, če ne drugim, to sem jaz prepričana. Se moramo tudi takrat zavedati tega, ne? Da smo lahko tudi se znajdemo v takšni vlogi. Zato mi je zelo pomembno, jaz rajš rečem, da mogoče nekdo, ki je pijavc, mogoče še ni spoznal vseh stvari v sebi, ki jih mora spoznati v tistem trenutku. Tako da recimo v tistem trenutku mogoče on ni za tebe recimo cool, je pa bo se pa znajdel v neki drugi službi, bo pa cool. Tako, je pa treba tle biti v bistvu se odločiti, ali boš prevzel odgovornost za to, ali pa recimo se odločiš, ok, jaz bi rada tej prijateljici pomagala in jo bom naučila, kako lahko gleda drugače. Ali pa se samo odločiš pa rečeš, hej, jaz sem eno obdobje v življenju s tabo preživela, zdaj imam pa v bistvu druge stvari. Povedala sem ti, kako jaz razmišljam, kako lahko ti tudi spremeniš pogled na svet, ampak bom jaz tukaj zaključila, oziroma to niti ne rabiš preveč razlagati. No, ker ne, sem recimo v takem primeru, ne, recimo se mi zdi, sam se s tem človekom pol oddališ in recimo tudi ne rabiš nekih kontaktov potem navezovati, kar je bilo, jaz sem še zmeraj hvaležna za vse te moje prijatelje, ko sem jih imela, ne, ampak enostavno ta trenutek pač nismo mi dobri en za drugega, bojo pa kje druge se dobro znajdeli. No. Ja, ljudje pridejo in grejo, recimo meni je bilo zanimivo v poslu, nekakšen projekt tudi ni uspel kdaj in mi je bilo všeč, ker približno enih 5 let točno vem in znam in jaz zelo, zelo lep mail posloven tudi nazaj napišem. Ne. Najlepša hvala, da ste nas obvestili o tem, a ne, če nas boste ragali, da smo tukaj za vas, brez jeze, stvari so že prave. Točno tako mora biti. Takrat, ko se nehaš boriti, ne, je veliko boljš. Ko začneš sodelovati, ker ženske bi tako mogle to, ja, veliko več sodelovati, ne sam tekmovati. To je moški princip, tekmovanje. Ja, se je rekla Sanela, ne, nacionalni šport, ne. No. To namo, ne. Bom pa šla raj šteč, ne, čeprav mi ni, ne, do tega. Okay. Najlepša vam hvala za vaše super misli. En aplavz. A lahko jaz še nekaj dodam? Seveda. Jaz sem se najprej ful pripravljala o tem, kako bom povedala, da ne, najbolj pomembno je, da ste super, ne. Ampak potem, ko sem se vozila, tudi sem našla v denarnici nekaj, kar mi je hčerka pustila, oziroma enkrat dala noter in to je ena taka značka Wonder Woman, ne. Tako da pač nikoli ne veste, komu ste lahko super ženska, ne. Zato pač bodite pristne same sabo in se dobro počutite v svoji koži in se zavedajte, da imate super moči, ampak jih morate samo znati na pravi način in v pravem času uporabiti. No, to še. Pa če vam paše, si lahko dajte kakšen ugrenjav gor na Absolutno. Nič narobe. Hvala vam. Hvala.